Živijo, jaz sem Urban Praprotnik, tekaški trener Intersport. Priložnost imam, da bom v prihodnjih pol leta, eno leto se posvetil poglobljenemu testu teh dveh tekaških copat. Eden je Asicsov model Luminous, to je v bistvu naslednik ali pa mlajši brat od Kayana, kajti po podvozju in tej oblikovanosti je absolutno zelo podoben Kayanu. In model od Sauconija, to je model Gwight 9, ki ga bom izmenično uporabljal. En dan bom tekel z Asicsom, drug trening bom opravil z Sauconijem. Že na prvi pogled se vidijo določene razlike med obema copatoma. Naprimer, če se lotimo najprej širini podplata, če damo skupaj, vidimo, da je Sauconijev model skoraj za več kot pol centimetra širši v tem prednjem delu. Potem lahko vidimo razliko v vzdolžni čvrstosti. Model od Sauconija je mehkejši, ta je trši. Ta ima noter v podplatu to čvrstitev, ki daje večjo čvrstost celi dolžini podplata, ta pa tega nima. Drugače sta oba modela na notranji strani učvrščena. To pomeni, da je guma na notranji strani pod stopalnim lokom čvrsta, kar meni ustreza, kajti če imam tekaške copate brez podpore, jih hitreje pošvedram, se mi navznoter hitreje obrabijo in poudarijo to pronacijo, kar pa ni dobro, če je pronacije preveč. V prednjem delu, v tem zgornjem prednjem delu, ki objema stopalo od zgoraj, sta v bistvu oba dva modela precej široka. Morda Saucony Gwight nekoliko širši od Asicsovega modela. Jaz imam srednje široko stopalo in pri obeh čutim, da je ravno primerna širina. Je tudi nekaj razlike v opetniku. Naprimer, opetnik Asicsa je ožji in tudi nekoliko višji, medtem ko je Sauconijev opetnik nekoliko širši in za mogoče kakšen centimeter, mogoče celo 2 nižji od Asicsovega. Rahlo se to čuti, peta spodrsuje, glih toliko za odtenek to čutim, medtem ko je tle peta veliko bolj čvrsto objeta. Sicer mislim, da z uporabo se bom tudi navadil na to in da s tem ne bom imel težav, ampak prepustimo se presenetiti, da vidimo, kaj se bo dogajalo v naslednjih tednih, mesecih. Veselim se prihodnjih tekov, ki me čakajo s to obutvijo.